Živijo. Moje ime je Jan Macaroli in danes vas bom peljal v zelo čarobne kraje. V bistvu najbolj varovano slovensko turistično skrivnost. Zakaj? Zato, ker se na njo ne boste spomnili, ko boste pomislili, kam iti za vikend ali pa kam iti na počitnice. Je pa tako lepo, da je sigurno to vsaj na mojem seznamu eden izmed najlepših krajev v Sloveniji. Peljal vas bom pa tudi v kraje, iz katerih izviram, kjer so moje korenine. Tukaj sem preživljal v bistvu večino poletnih počitnic, tudi zimske, naredil prve korake na smučeh in podobne reči. Tako da, pridružite se mi po moji čarobni špici. Akcija. Are you listening? Na cilju sem na Golteh in te Golte skrivajo tudi 4-zvezdičen hotel, v katerem bom preživel naslednje 2 do 3 dneve in raziskoval to okolico tukaj, tako da pojmo zdaj v bistvu pogledati mojo sobo. Evo, delovna površina, televizor, ena taka zelo simpatična zakonska postelj, ter pa prostorna kopalnica, ampak kar je najbolj pomemben, ta glavna stvar, tole, lej. Je pa presenetljiv, wellness, oziroma spa to vrstne velikosti pritiče tako prav velikim spa centrom. Tako da sem čisto presenečen v bistvu na tem, kako je to veliko savanje. Ena, dva, torej turška, finska, pa še ena finska, pa še ena infra, vmes valjda kotiček za knajpat, pa tuši, ena takala zadeva za noge v mrzlo kopel, obvezen valjda ledomat, pa tole, lej, džakuzi. Čist me je presenetil. Za knajpat, zunanji bazen. Tako da vse imajo. No, uradno sem sprobal najvišji bazen v Republiki Sloveniji. 1410 metrov visok. Jaz moram reči, da me ta wellness čisto odpeljal. Kopanje v tej atmosferi, v tem letnem času. Res božansko. Pa sam naj kdo reče, da se na 1400 metrov konec oktobra ne da kopati. Ful je lep dan, tako da jaz sem se odločil, da grem z električnim gorskim kolesom in inštruktorjem eno rundo po tej kraški planoti. Golte so namreč kraška planota, ki ima kar nekaj vrhov in eden od teh vrhov je Ognjenik, Smrekovec. Tam 1672 metrov mer, tako da bo kar zabavno s kolesom gor prijeti. Imaš pa tukaj gor kup enih aktivnosti. Lahko se s padalom v tandemu spustiš v dolino, lahko ziplinaš, lahko te spustijo iz gondole z vrjo, lahko plezaš po plezalni steni hotela, kar mislim, da bom jutri naredil. Lahko greš pa tudi v kraške jame in tudi to je ena stvari, ki se jih bom po mojem jutri privoščil. No, mogoče zdaj prav moment, da je nepar stvari v tem hotelu povem, ki so res take zelo posebne. Ena, naprimer, posebnost je to, da se v ta hotel prepeleš z gondolo. Kar pomeni, da pozimi, ko prideš s smučkami, stvari zložiš v gondolo, iz gondole v sobo in že si na smučišču, tako da je vse zelo simpel. Ima pa še nepar najfaktov. Ima najvišjo knjižnico v državi na 1410 metrih, ima najvišji odprt bazen, pa da ima po moje
če ne najvišji, pa enega najlepših wellnessov v državi. Tako da kup enih najfaktov. Mislim, zdaj variantna sprekovci je več. Najlažja opcija je, če bi šli v bistvu tule nazaj do Alpskega vrta. Aha, okay. Gremo po progi Belega Zajca, Lahovnica desno tja in pridemo na Makadamsko cesto, ki je taka zelo lepa. To je ena taka dosti lahka turca, ki jo praktično zmore vsak, glede na to, da imamo e-bajke. Naslednja opcija pa je, da bi pa mogoče mi da malo zadevo si popestrila ali pa začinila. Se ne 500 kalorij moramo dodati z električnim kolesom. Evo, zdaj smo pa v koči pod Smrekovcem, tako da gremo na Borovničke, da malo poplaknemo ta okus po žveplu. Namreč tale ognjenik se danes vuha sami smeri Šoštanj. Tako da, malo se hecam. Borovničke pa naprej proti Mozirski koči, pa počivati malo, po moje. Jaz sem zmater. Dobro je bilo. Ej, ful dobra koča. Tale na Smrekovcu je čist avtohtona. Gospa tam ne pomoja neke testenine. Kaj pa pripravljate, gospa? Borovničo štrudel. Borovničo štrudel? No, tako se gorske koče štrudel prodaja. Na veliki mizi pa nabijemo prvo, če se pomeni. Zdaj, če boste prišli na Golte, je izkušnja z električnimi mountain biki tako neverjetna, da jo enostavno morate preizkusiti. Jaz sem vedno imel malo zalejmerje te ljudi, ki z baterijami se vozijo okoli, ampak v bistvu kar precej delaš, utrujen si glih tako, ker jaz sem mislil, da te, ki imajo tole elektriko, da to nič ni treba poganjati, kar poganjaš, pa bajki so the best. Tako da, če pridete na Golte, morate nujno probati ta experience z e-bajki, ker je simply top. Full adrenalinski, tako, špica, čisto sem navdušen. Tako no, v Mozirski koči se je prošla pravo domačo pojedino, in sicer golaž in joto. Zdaj, tukaj je kulinaričnih presežkov kar nekaj, ne? Že na domu na Smrekovcu imajo dobre stvari, tukaj imajo tudi zelo dobre stvari, v hotelu boste pa tudi presenečeni, ker jaz sem bil zelo presenečen, koliko dobro hrano imajo. Tako da, ja, Savinjčani so itak znani po odlični hrani, po odlični kulinariki, kjer je vedno zraven malo bučnega olja, pa valjda kak izdelki iz hmelja. No, mogoče bi treba povedati, zakaj sem jaz pravzaprav na Golteh, ne? Zato, ker so to moji kraji in ti ljudje iz teh mojih krajev so videli moje travel videe. In ti travel videi sem bil tako všeč, da ko so ugotovili, da jaz več ne vlogam, so rekli, Jan, saj Golte moraš pa posneti. In valjda sem rekel, bom posnel, pa odgovornost ful velika. Tako da, danes je dan 2, grem plezat na plezalno steno, pa se bom spustil pa v neko kraško jamo, tako da zna biti ful pestro. Tako, priprave so zaključene, zdaj gremo pa na kratek sprehod, približno pol urce bomo rabili do vhoda v Kebrovo jamo. Koliko se bomo spustili? In pa se bomo približno 50 metrov v globino spustili.
Evo, pred vhodom v jamo, pripravljam usklajevanja, kup ene opreme, gremo pa v Kebrovo jamo. Ja, ni od ministra Kebra, Kebra je dobila pa ime najbrž po... Po najvišji ležeči kmetiji. Aha, no, tako, evo te, zdaj pa vemo vse. Zasmej se že, no. Kaj si povedal? Jamar. Ej, sik šircam. Jaz sem skoro padel. Posnel to še? Ja. Tako no, zdaj smo se spustili čist do najnižje točke, kamor se bomo spustili danes v Kebrovi jami in sicer 60 metrov globok. Imel sem en manjši incident, ampak se je dobro končal. Je pa ful zanimiv feeling se spuščati v brezno, v temo. V bistvu sploh, če ne poznaš jame. Tako da priporočam to avanturo na Goltehu vsem, ki hočete doživeti še malo drugačnega adrenalina. Je pa ful čaroben, pa ful miren, pa en tak čist poseben feeling. Čist si odmaknen od sveta. Zakaj sem je to zdaj gornjeg? Ne gre. Višji si da, ja, takole, ja, evo. Zdaj pa višji, tako, ja. Bye, bye. Se vidimo čez 2 ure. Wow, sam to lahko rečem. Tale izkušnja jamarstva mi bo za cel življenje ostalo v spominu. Čist drug svet je od gorskega, spusti se v globino, kjer ni nič, kjer je sam brezno in spodaj tak spokojen mir. Tako da, sploh ta narod, ki gor na teh Golteh je tako fenomenalno, da gre meni kar neoko. Je pa, ko prideš ven, ne, kar naporen, sploh če si prvič in si ful happy, da prideš ven, ne. Tako da je nekaj posebenega, no. Nekaj posebenega jamarstvo. Nisem si predstavljal, da je tako v bistvu čaroben, pa tako poseben šport. Prav slovenski jamarji pravijo, da to ni šport, ampak da je to raziskovanje. Ej, jaz bi se vam ful zahvalil. Mene je bilo izjemno, ful lepo. Bomo še ponovili. Super tečajnika sta bila. Malo več energije bom rabil imeti v roke, drugače bilo pa top. Mene je bilo ful všeč. No, upam, da se še vidimo kaj v jami. Sigurno. Zakon. No, za dan številka 3 smo se odločili, da ga družinsko preživimo ob trekkingu. Smo še šli malo pohodništva za najmlajšim in se trenutno spenjamo na Smrkovec. V pol urce, po mojemu, nekaj tacga rabili. Despite all my best intentions, I always seem to come up short, but I cannot escape your grace, oh God. Tako, mislim, da je prav trenutek na vrh Smrkovca, da zaključim tale vlog, da se vam zahvalim za vašo pozornost, da vas povabim, da me spremljate, torej subscribate, pa tudi zvonček tudi udarite. Najprej pa se moram še vedno valjda zahvaliti Goltem za vabilo, za neizmerno gostoljubje in pa blagovni znamki Fjallraven, to je tale severna lisička, ki me je tako dobro picanila in sem res v teh dnevih izgledal, tako kot da sem vsak dan v gorah. Hvala za pozornost, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Takšno ali drugačno, kdaj bo, pa nič ne obljubim. No, na vrh Smrkovca najdem fena. Ćao, živo. Ej, gledaš, ali kaj spremljaš? Ja. Cool, best. Gledal sem že ogromno in da povem, da si res. Zdaj smo malo tak travel vlog probali posneti za tele Golteh. Tako v smislu, da folk ne ve, kako je dobro. Eno sliko narediti. Ja, valjda lahko, veš da.